Smo priča zlorabam referenduma in gostilniškim vprašanjem na glasovnicah. S 3 posvetovalnimi referendumi koalicija preusmerja pozornost od ključnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi. Tako pravi opozicija, koalicija pa odgovarja, počnemo, kar ste počeli vi v preteklem mandatu. Z nami so predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, Janez Žakelj iz Nove Slovenije, podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon in vodja poslancev Resnice Katja Kokot. Pri teh 3 vprašanjih za pomembna javna vprašanja iz področji, ki jih obravnava Državni zbor, tako da je, jaz mislim, jaz sem z Gorenjske, je zelo pametno, da se na en dan odloča, če se že odloča o 4 stvarih. Dejstvo je, da me volivci sprašujejo, zakaj pa sploh imamo poslance, če se ne morejo odločiti. Mi smo vas izvolili, dajte se odločiti. In jaz mislim, da je tudi parlamentarna preiskava politične odgovornosti politikov ni zadeva, ki je primerna, da jo sprašujemo ljudi, ampak da se v parlamentu tudi o tem, kot že odločimo rečeno, zadeva. o tem referendumu v nadaljevanju. Gospod Han, vam je torej žal, da ste zdajšnji koaliciji na nek način dali idejo, kako vas lahko kopira. Meni ni žal, kar smo naredili, kaj sem jaz imel mnenje v prejšnji vladi, glede referendumom, glede udeležbe na referendumu, je zadeva pa se. Ne nazadnje, mi smo imeli 3 referendume v prejšnji vladi, niti enega, in so vsi bili za, glede konoplje in tako naprej. Enostavno nismo speljali potem zakonodaje. Jaz spoštujem to, kar je naredila civilna družba, ker gre v naknadni zakonodajni referendum, kjer bo zbrala 40.000 podpisov in tam bomo na nek način argumentirali, zakaj smo za oziroma zakaj smo proti. Sprejel se je sprememba zakona o parlamentarni preiskavi, ki naslavlja izključno politične funkcionarje. Zavajate javnost. To je najslabša oblika v bistvu neke javne komunikacije. Zato jaz apeliram na gledalce, dajte si sami si dajte prebrati ta zakon. Tudi meni ne rabite verjeti na besedo. To ni nobena policija, ker nima prekrškovnih Dobro, kot že rečeno, policija, samo da končam. bomo o tem... To je čisto zavajanje. Policija ima prekrškovne sankcije. Ker bomo o tem govorili v nadaljevanju. Parlamentarna preiskava služi izključno temu, da se lahko politika, kot smo zakonodajalci, lažje odločamo pri sprejemanju zakonov. V vašem programu piše naslednje, pa citiram, o pomembnejših vprašanjih je treba razpisati referendume, ki bodo za vlado zavezujoči in ne zgolj posvetovalni. Lahko to razumemo na način, da torej ta 3 vprašanja na posvetovalnih referendumih niso pomembna, ker za vlado niso zavezujoča? Zdaj takole, malo ste obračate tale naš program. Dejstvo pa je, da nas je samo piše, jaz vas pa sprašujem. 5 poslancev v tej sestavi Državnega zbora, skupaj jih je 90, kar pomeni, kar je zapisano v našem programu, je vedno predmet prilagajanja, nekega kompromisa z ostalimi pač poslanci nekako. In če vsaj pridemo do tega, da pridemo do nekega posvetovalnega referenduma, je to tudi že neka zmaga za nas. Vaš program piše tudi, da boste merili zadovoljstvo ljudi z vlado in poslanci in sicer z realnimi anketami in referendumi. Je torej ta referendumski dan oktobra tudi dan, ko se bo odločalo o vladi? Vi naš program berete kot neka dobesedna navodila za uporabo, kar to ni. Vi ste vzeli en stavek iz konteksta. Dejstvo pa je, da vsak referendumski dan niso ponovne volitve. In ne smemo jih tudi ne razumeti na tak način. Torej, kakšne referendume bi vi še razpisali? Poglejte, to je stvar tekočega parlamentarnega dela. Vsekakor ni to neka moja osebna kaprica, to je stvar večjih sestankov, pogajanj, prilagajanj. Tudi mi kdaj kaj predlagamo, pa ne gre skozi. Nas je samo 5, kot sem vam povedala. Gospod Arčon, bi vi torej razpisali posvetovalni referendum o zunanji politiki Slovenije? Politika če lahko odgovorite na moje vprašanje. Svoja pooblastila in dala preveliko moč vladajoče koaliciji in vzela pravno varstvo potencialnim osumljencem. Absolutno, kdaj nastane, bom rekel, val. Odgovorite na vprašanje. Bomo v nadaljevanju govorili o zakonu o parlamentarni preiskavi. Bom rekel, referendumov, katerih ste tudi sami, takrat, ko politika ne prisluhne ne ljudem, ne civilni iniciativi, niti sindikatom. Gospod Han, vam je bil ponujen nek sporazum za sodelovanje pri pripravi zakonodaje strani vlade. Ta sporazum ste zavrnili. Vi bi lahko bili že pri pripravi vsakega zakona zraven, pa ste rekli, ne boste. Če gremo naprej, jaz sem rad, ste vi govorili, ne boste me preglasil. Kar se pa tiče... Poteze, ki jih v tem trenutku vlečeta 2
visoka predstavnika politike, predsednik državnega zbora, ki bi na vsak način skočil v naročje Vladimirju Putinu, in predsednik vlade, ki bi na vsak način rad ustregal njegovemu varovancu Netanjahuju in Trumpu, kaže na to, da je zagotovo potrebna temeljita razprava o zunanji politiki. Ker veste, danes tudi je težko zbirati 40.000 podpisov za neko vprašanje, ker ljudje, to, kar je pa rekel gospod Žakelj, se pa strinjam, kako si rekel, da imamo pač preveč teh referendumov. Ljudje ne bodo več šli. Hvala lepa. Ljudje več ne bodo šli. In zdaj bomo imeli septembra ene referendume, oktobra druge referendume, potem lokalne volitve. Lepo vas prosim. Mi imamo pa sušo, mi imamo energetsko krizo, mi imamo probleme, ki jih tere cel svet in nimamo odgovor, kaj bomo v tej državi naredili. In dajmo se predsedniki strank usedeti za mizo. Ne rabimo nobenega podpisa. Jaz ne rabim nobenega podpisa pravno formalnega, zato da lahko sodelujem v zakonodaji, ki je zelo pomembna za to državo. Ampak opozicija predlaga referendum, ki bo govoril o tem, ali je Zoran Stevanović upravičeno predsednik državnega zbora. Izvoljen je bil legalno, tako smo ga izvolili, smo ga legitimno izvoljeni poslanci in zdaj opozicija, ki tako govori o zakonodajno-pravnih problemih, na 20 straneh je zakonodajno-pravna služba napisala mnenje proti temu, vi pa kar ustrajate. Ta interventni zakon nedvomno posega v nekatere temelje našega življenja, načenja načelo solidarnosti, tako pri pokojninskem sistemu kot pri zdravstvenem zavarovanju, posega v socialno državo in ker gre za tako globok premik, je prav, da se državljani in državljanke odločimo, ali si res želimo odstopiti, iti stran od tega, kar je Slovenijo pripeljalo med prvih 10 držav na svetu z najbolj kakovostnim življenjem. To je tisto, kar je bistveno v tem zakonu. Ste se z gospodom Stevanovićem že slišala, vemo, da je napovedal, da mu v primeru, če bo do tega prišlo, pomagal zbirati podpise? No, stranka gospoda Stevanovića je predlagala ta interventni zakon, proti kateremu mi zdaj gremo in verjamemo, da ga bomo ustavili, hkrati pa ne želimo, da bi nam pomagal nekdo, ki ščiti poslanca njegove stranke, ki ne plačuje delavcev in jim ne daje plače. S tako stranko ne želimo imeti nič opravka. Če niti gospod Štrukelj ne zna sodelovati, on je potem za mene popolnoma nerelevanten sogovornik. Je pa ta sindikat očitno gospoda Štruklja edini, po mojem, na svetu, ki zbira podpise za višje davke, za daljše čakalne vrste v zdravstvu, za dražjo hrano, za dražjo elektriko. Zaradi tega, ker zdaj zbiramo torej podpise za ta zakon, so vsi zakoni, ki so v tem interventnem zakonu blokirani. In ni možno v tem trenutku za ljudi sprejeti nekih rešitev, ki bi v vsakodnevnem življenju jih lahko tudi občutili, da bi imeli višjo kvaliteto življenja, ker so blokirani vsi ti zakoni. Med njimi tudi obvezno plačilo dolgotrajne oskrbe za upokojence. Kateri upokojenec si želi imeti višjo pokojnino? Jaz zdaj ne more imeti. To je zdaj vse zablokirano. To je predlagatelj vse dal, med njimi ste tudi vi, ste dali to v ta zakon. zakon. Demokratična pravica, volitve so bile 22. marca. Drži, ampak ne morete pa zdaj govoriti o tem, da je vse blokirano, če ste sami išli po tej poti. Niti vlada ni bila imenovana, niti mnenja ministrstva nismo imeli, kot rečeno, niti socialnega dialoga ni bilo. Korak po koraku bi lahko, sem prepričan, našli na marsikateri temi, ki je bila navržena v ta žakelj, skupen jezik. Ne. Povozili so vse demokratične standarde in z enim interventnim zakonom dejansko gospod Žakelj zagovarja zakon, vi ste že imeli. Seveda, vladajoča koalicija ima vso moč, da sprejema zakone, rešuje težave. Problem je ta, ker preusmerja pozornost na nepomembne referendume in ne rešuje problema cena benzine. Euro 10 so obljubili. O interventnem zakonu govorimo, gospod Žakelj, replika. Popolnoma nič niso naredili na to temo. Ko je nastopila vaša Golobova vlada, ste sprejeli omnibus zakon, imeli ste mandat in nihče vam ga ni blokiral. Zdaj pa, ko govorite, da je to zaupnica vladi, to potrjuje mojo tezo, da se opozicija ni sprijaznila s tem, da je pač opozicija. Da nima, mi smo pa, ko smo prišli do konstruiranja tega razvojnega zakona,
je pa to pač drugačen pogled in volivci so nam dali pravico in mi smo obljubljali na volitvah ugodnejše poslovno okolje za mala podjetja in za SP-je, upokojencem, da bodo dobili polno pokojnino in bojo lahko delali, če hočejo. Gospod Han je na vrsti. Lahko samo kratko vprašanje, prosim. Kdo zbirate podpise? A vam lahko jaz odgovorim? Civilna družba, ki je dobila skoraj 5 milijonov evrov v vašem mandatu. Kdo je zbiral te podpise? Podaljšek politične opcije vaše. Glejte, vi ste sfinancirali več milijonov evrov v te nevladne organizacije. Dobro, gospod Han je na vrsti za repliko. Odlično vprašanje ste postavili. Točno tisto zbirali. Gospa Kokot, gospod Han je na vrsti za repliko. Gospod Han zavajate. Gospod Han je na vrsti za repliko. Poglejte si v Erarju prilive te civilne družbe, ki jo vi navajate. Resnica. Nikdar ne bom zagovarjal. Če so prejšnji delali tako, bomo tudi mi delali tako. Jaz tega ne bom delal in v naslednji vladi, ko bodo socialni demokrati, ne bomo delali tako in bomo spremenili politiko, da bo politika vključujoča. Mediji se spreminjajo. Moji otroci, imam jih 6, nihče ne gleda televizije. Vsi brskajo po spletu. A danes gledajo, ko si na televiziji? Danes tudi ne. Danes so k sreči na morju. No, skratka, gledajte, tukaj se stvari spreminjajo in ne vem, zakaj se moramo kot pijanec plota držati za neke stvari. V bistvu pa ne gre za depolitizacijo, ampak vsak gleda, kako bo dobil vpliv na javno radio televizijo, ljudje pa to plačujemo. In to ni prav. Društvo novinarjev Slovenije jasno pravi, da bo referendum ogrozil neodvisno radio televizijo in profesionalno RTV, torej manj denarja, manj ljudi, manj vsebine, manj kritičnosti, manj nadzora nad vladajočimi. Glejte, ampak kdo se stavlja to državo? Ljudje. Če ljudje ne želijo imeti takega javnega servisa v tem obsegu, s takim prispevkom, bomo ga pač vsilili, ker mislimo, da je prav. Jaz menim, da ne. Jaz menim, da naj ljudje podajo svoj odgovor. Te oddaje, ki so politične, recimo politične na vaši televiziji, se vam zdijo neodvisne? Neodvisne v kakem smislu? Neodvisne. Glejte, jaz večkrat gledam, pa imate goste sam za ene politične opcije, ne? Gledate, več je teh različnih oddaj. Kolikokrat pa povabimo koalicijo, pa vabilo zavrne? Uravnoteženo sestavo, pogledajte. Vi mene zdaj sprašujete o vsebinskih rešitvah. Kolikokrat povabimo koalicijo, pa vabilo zavrne? Ali se naj ljudje izrečajo o tem, ali bojo imeli obvezen RTV prispevek ali ne. Ko se enkrat RTV financira iz proračuna in potem tudi se nalaga v skladu z zakonom neka obveznost reorganizacije zavoda. Koliko imate zaposlenih? Nekje malo manj kot 3000. To je pa zunanjimi sodelavci skupaj. Koliko je zunanjih sodelavcev? Tega podatka pa vam žal ne moramo zagotoviti. Vam jaz povem, da je nad 2000, ampak pogledajmo. To je za naš proračun, ki ima velik minus, recimo, pa potem tudi za državljani, ki tega ne želijo plačevati, je to prevelik strošek. RTV pride v lokalno skupnost posneti tudi kako lepo stvar. Stabilnega financiranja pa tudi vi niste zagotovili. Mislim, ok, lahko, da mi tudi nismo to naredili, kot bi pač mogli narediti, ampak še zmeraj pa nismo pa nikdar predlagali, da bi ukinili prispevek, ki ga plačujejo državljani. Ker danes lahko državljane vprašamo v situaciji na avtocestah, sicer zdaj se dogaja... Ste to naredili, da ni plačeval? Sam mal. Lahko rečemo, ali bi še plačevali vinjete. Ne rabimo vinjete plačevati, bomo plačevali kar z proračuna. Neke stvari pač terejo nek davek, ki ga pač moramo plačati. Je jasno seveda, da bo politika nastavila tukaj direktorja, da bo politika nastavila nadzorni svet, od 7 bo nastavila 6 svojih nadzornikov, enega naj bi dala sama služba in potem vemo, da bomo imeli pač politično televizijo, ki bo... Kaj pa zdaj? Gospa Kokot, torej niste prej odgovorili, kolikokrat povabimo koalicijo, pa vabilo zavrne. Gospa Kokot, samo eno stvar vam bi rad povedal. Ne, gospa Kokot odgovori. Kolikokrat povabimo koalicijo, pa vabilo zavrne? Čisto vsakič, ko sem jaz prejela vabilo, sem se odzvala, lahko preberite. Vi niste koalicija, ste koalicija? Ne koalicija, ampak jaz govorim lahko samo o sebi. Poglejte, vsakič, ko ste me povabili, sem prišla. Prišla sem tudi pred volitvami, ko bi morali pošteno razdeliti čas vsem udeležencem pred volitvami. Jaz sem ga dobila pol manj. Jaz sem takrat postala pritožbo, ker je to javna RTV hiša, ki bi morala vsem udeležencem tiste predvoljne oddaje omogočiti enako minutažo. Jaz sem je dobila pol manj, kot je dobila takratna koalicija. Gospa Kokot pa nekaj prav v njeni razpravi, da današnje omizje ni uravnoteženo, ker smo 3 predstavniki opozicije in en
koalicije. No, evo, sam. Povabili smo tudi SDS, pa so bilo zavrnjeno. Čeprav vemo, da gospa Kokot ni opozicija. Kakšen je namen? Plenjenje javne televizije s tem, ko ukine prispevek, da bo dala iz drugega žepa, spet z naših žepov, denar, toliko, kolikor jim bo odgovarjala način poročanja javne televizije. moramo To je naprej. plenjenje, to je krepitev moči vladajoče koalicije Končujte, in obvladovanje javnega Glejte, medija. ko boste Trump ne popušča, energija je draga, dogaja se nam suše, dogaja se nam vojne, gospodarska rast, kljub temu, da je zrasla, imamo težave in vse ta referendumi niti na eno težavo, ki sem jo ta moment omenil, ne da odgovorov. In to se mi zdi zaskrbljujoče. Šli smo do konca oddaje. Najlepša hvala tudi vam, dragi gledalci, da nas spremljate. Vabimo vas, da ostanete z nami še naprej.